Dober večer vsem. Naš 4. šmarnični dan je danes in hkrati že kar konec našega prvega šmarničnega tedna. Tako nocoj bom malo manj govoril, ker sicer si bom tudi jaz prislužil Ježkovo oznako: Mitja, ti samo veliko govoriš, pa nič ne poveš. Tako da vas vabim, da upojete svoje glasilke in da kar začnemo z vstopno pesmijo. Danes se bomo spomnili enega od naših oratorijskih junakov, Friderika Baraga, ki ga je Gospod poslal na misijon. Poslal Gospod, čez ocean mu je pokazal pot. Pripravljen zapustiti je bil svoj rodni kraj, oznanjati Indijancem je šel poraj. Le eno je potrebno, da ljubili, eno je potrebno, Baraga uči, eno je potrebno, da Jezusa spozna, eno je potrebno, da se mu preda. Kako ravnavni, da v srcu bo toplo, mora biti čisto nenavezano, kamen nižno greha ne bremeni, kamen milost Božja blagoslovi. Le eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, Baraga uči, eno je potrebno, da Jezusa spozna, eno je potrebno, da se mu preda. Spoštuj naravo, ki obdaja te, rastline, živali in vse narode. V vsakem se skriva košček Boga, tega, ki poslal je škofa Baraga. Le eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, Baraga uči, eno je potrebno, da Jezusa spozna, eno je potrebno, da se mu preda. Eno je potrebno, da ljubili bi, eno je potrebno, Baraga uči, eno je potrebno, da Jezusa spozna, eno je potrebno, da se mu preda. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega odrešenika Gospoda Jezusa Kristusa in priprošnja naše nebeške Matere Marije Majniške Kraljice naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Hej Jezus, lepo je biti ponovno tukaj, ob šmarničnem oltarju. Letos je malo drugače. No, zelo drugače je. Ampak, veš, večkrat se v življenju zgodi, da ni ravno tako, kot sem načrtovala in si predstavljala, pričakovala. Dostikrat je zelo drugače. In potem se imam seveda možnost pritoževati, se upirati in tako porabim neskončno veliko energije. Ti pa si še vedno tam in me ljubeče opazuješ. Potem te naposled opazim, čeravno včasih sicer traja kar dolgo. Takrat te poprosim, da mi pomagaš prehoditi ta del poti, ki ni bil v mojih načrtih. Ko me ti držiš za roko in se odločim, da ti zaupam, čutim, kakor da ob meni hodi prijatelj, ki je to pot že prehodil. In potem se tolikokrat zazrem nazaj in šele ob pogledu na prehojeno pot uvidim, zakaj je bil tisti odsek pomemben. Razumem, kaj me je naučil. Kako lepo je imeti takega prijatelja. Ne moja, tvoja volja naj se zgodi, Gospod. Tukaj sem tudi ta večer. Očisti moje srce in pojdi z mano na pot.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, Sveto Devico Marijo, slavno mater svojega Sina, si dal za varuhinjo vsem, ki jo kličemo. Na njeno priprošnjo nam podeli, da bomo močni v veri, trdni v upanju in dejavni v ljubezni. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo iz apostolskih del. Pavel je vstal, zamahnil z roko in rekel: Izraelci in vi, ki se bojite Boga, poslušajte. Bog tega izraelskega naroda je izvolil naše očete in povišal ljudstvo, ko je prebivalo v egiptovski deželi, in jih je z dvignjeno roko izpeljal od tam. Kakih 40 let je potrpel z njimi v puščavi. Ko pa je pokončal 7 narodov v kanaanski deželi, jim je njihovo zemljo dal delež po približno 450 letih. Potem jim je dal sodnike do preroka Samuela. Od tedaj pa so zahtevali kralja in Bog jim je dal Savla, Kisovega sina, moža iz Benjaminovega rodu, za 40 let. Ko ga je odstavil, jim je za kralja obudil Davida, o katerem je tudi pričal. Našel sem Davida, Jesejevega sina, moža po svojem srcu, ki bo izvrševal vse moje želje. Iz njegovega rodu je Bog poslal Izraela odrešenika Jezusa, kakor je bil obljubil. Prej, pred njegovim prihodom, pa je oznanil Janez vsemu izraelskemu ljudstvu krst pokore. Ko je Janez dokončeval svoje življenje, je govoril: Nisem tisti, za kogar me imate, a glejte, za menoj prihaja ta, ki mu nisem vreden odvezati obuvala z nog. To je Božja beseda. Bogu hvala. Življenja radost meni prebiva, ker Bog je stopil na mojo pot. Tako pričel sem življenje novo in končno našel svojo pot in zaklon. Aleluja, moj Gospod, Aleluja, aleluja, tebi Bog. Aleluja, aleluja, moj Gospod. Aleluja, aleluja, tebi Bog. Aleluja. Ko Bog prišel je, življenje moje, Aleluja, moj Gospod. Aleluja, aleluja, tebi Bog. Aleluja.
Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Potem, ko je Jezus učencem umil noge, jim je rekel: resnično, resnično povem vam, služabnik ni večji kot njegov gospod in poslanec ne večji kot tisti, ki ga je poslal. Ako to veste, blagor vam, če boste to delali. Ne govorim o vas vseh, jaz vem, katere sem izvolil, a spolniti se mora pismo. Tisti, ki z menoj kruh je povzdignil svojo peto proti meni. Že zdaj vam to povem, preden se zgodi, da boste, ko se zgodi, verovali, da sem jaz. Resnično, resnično povem vam, kdor sprejme, kogar pošljem, mene sprejme. Kdor pa sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Ja, mimogrede pa smo tudi v evangeliju slišali o tem, kako je Jezus učencem umil noge, kar je bilo izjemno dejanje služenja in ljubezni. Pa prej v evharistični molitvi smo tudi prosili, da bi po Marini pri prošnji bili vsi kristjani močni v veri, trdni v upanju in dejavni v ljubezni. To je zdaj že malo namig, to je že smer odgovora na tisto vprašanje, ki stoji v naslovu nocojšnjega šmarničnega večera, a je sploh kaj pomembnejše od pravičnosti. Torej, naš pogled se zdaj usmerja na naš šmarnični oder k našim šmarničnim igralcem. Dragi šmarničari, lepo pozdravljeni. Za tiste, ki ste morda zamudili kak delček naše zgodbe, naj vam povem, da smo se v letošnjih šmarnicah preselili daleč v preteklost. Pokukali smo v šolo, v katero hodi Marija, ki je kasneje postala Jezusova mama. Včeraj smo videli, kako učiteljica Rahela uči svoje učence in učenke prebirati in razumeti Sveto pismo. In verjetno se spomnite, da smo se poslovili ravno v trenutku, ko je nastopil čas za kosilo. V učilnico je prispela Ruta, ki je učiteljica in kuharica hkrati. Dragi moji, čas je za kosilo. A lahko greste, prosim, po svoje skodelice? Ruta, kaj pa je danes za kosilo? Danes pa je mlečna ajdova kaša s čebulnimi obročki. Jama, obožujem mlečno ajdovo kašo. Zakaj pa čebulni obročki? Ne maram čebulnih obročkov. No, smo se dogovorili, da nismo izbirčni, ne? No, pojdite po posodice. Učenci so šli po svoje posodice in dokler se ne vrnejo, vam lahko na hitro razložim. Malo smo že videli, da šola včasih je bila popolnoma drugačna, kot so šole danes. Otroci niso le prihajali v šolo dopoldne, ampak so nekaj časa preprosto živeli skupaj. Skupaj so se učili praktično delati, brati, pisati, skupaj so se igrali, skupaj so jedli, prebirali Sveto pismo. Moram nehati, nekaj se dogaja. Abdija ni šel po kosilo, to je pa čudno. Abdija? Kaj ti pa ne boš jedel? Nisem lačen. Abdija, ti nisi lačen? Veste, Abdija je tisti učenec, ki običajno poje za 2. In če komu od sošolcev kaj ostane, je zelo vesel, če je pripravljen deliti z njim. To, da Abdija ni lačen, gotovo ni pravi razlog, zakaj ne bo šel na kosilo. Moje posodice ni nikjer. Aha. In Abdija, kaj meniš, zakaj? Verjetno mi je nekdo skril, mogoče pa mi je kdo ukradel. Se ti zdi? Kdaj pa si jo nazadnje uporabljal? Pri zajtrku je bila še tam. In si jo po zajtrku skrbno počistil in pospravil,
kot naročajo naša pravila? Ja, mislim, da sem jo. Ne, nisi je, umazano si pustil. Ruta ti jo je očistila. Spet vam moram na hitro razložiti. Veste, Rahela in Ruta se v njuni šoli zelo trudita učenke in učence tudi vzgajati. Vsak od njih ima veliko zadolžitev, da se učijo sprejemati odgovornost. Med drugim mora vsak skrbeti za svojo posodico in žlico. Po vsakem obroku vsak svojo posodico skrbno umije in pospravi. Če kdo tega ne naredi dovolj skrbno, to sicer naredi Ruta. Ampak lastnik posodico dobi vrnjeno šele naslednji dan. In tako se je očitno zgodilo Abdiju. Ampak Abdijevo stisko je očitno opazila Marija. Abdija, zdaj pa ne boš mogel jesti kosila. Čisto pravično je tako, saj nikoli ne pospraviš za seboj. Ne, to pa sploh ni res. Samo danes nisem. Pa še to ne, zato ker me je Judita prosila, če ji grem pomagati nabirati drva, ki potrebuje Ruta za kuhanje kosila. Ja, res je. Abdija sem prosila za pomoč in mi je pomagal. Ampak pravilo je pravilo. Če smo se tako dogovorili, se moramo tega držati. Oprostite, verjetno ste opazili, da smo skoraj da že pozabili na naša šmarnična prijatelja Ježka Zvedava in evangelista Luka. Se veste, da je Ruta tudi Ježka povabila v svoj razred, ampak ni še zbral poguma. Ne mu poveda, da sem jaz to povedal, ker bo jezen. No, skratka, kot vidite, Ježek in Luka še vedno od strani opazujeta celotno dogajanje in Ježek ne more biti več tiho. Res, Luka, to se meni ne zdi nobena sola. Že pol ure se prepirajo o neki skledici. Zdaj je sigurno že konec odmora in ne bodo se nicesar naučili. Zvedavo. Učiteljica Rahela razmišlja drugače. Kot vidiš, zelo zbrano posluša vse bolj vnet pogovor svojih učencev in učenk. Njej se zdi to prava učna ura življenja. Ne vmešava se v pogovor, dokler ne začuti, da je to zares potrebno. Prav zanima me, kako se bo končala ta storija z Abdijem in njegovo posodico. No pa poglejmo. Ja, res poglejmo. Učiteljica Rahela je ravno kar povzela besedo. Zdaj smo povedali, kar si mislimo. Če povzamem, pravila so jasna. Abdija je zjutraj pomagal Juditi in takrat pozabil na svojo posodico. Ruta je posodico umila in jo pospravila. In po pravilih jo dobi šele jutri. Rezervnih posodic ni. Je še kaj za dodati? Ja, Sara? Sej en dan posta nikomor ne škodi. Sigurno ne boš nikoli več pozabil pospraviti svoje posodice. Nenadoma je Marija dvignila roko in prosila za besedo. Ja, Marija, želiš še kaj povedati? Ni pa proti pravilom, če kdo drug posodi svojo posodico, a ne? Ne, Marija, to pa ni proti pravilom. No, potem pa bom jaz delila svoje kosilo z Abdijem. Marija se je usedla poleg Abdija in z njim delila svoje kosilo. Ko je to od strani opazil Ježek Zvedav, je bil čisto prevzet. Wow, to je bilo pa zelo lepo. Kar ganjen sem. Ježek, vidim, da se pod tvojo bodičasto zunanjostjo skriva zelo mehko srce. Nehaj se norcevati, Luka. Kaj ni bilo lepo, kar je naredila Marija? Ne norčujem se. Res je bilo lepo. Pravičnost je pomembna vrednota. Prav je, da se držimo pravil. A ljubezen je še veliko pomembnejša. Ljubezen? Kaj misliš, da je Marija zaljubljena v Abdija? Ljubezen ni samo zaljubljenost. Tudi prijateljstvo je ljubezen. In solidarnost tudi. Vedno, ko nekomu pomagaš, je to ljubezen. Ampak mene vseeno zanima, če ni Marija morda zaljubljena? Ježek,
Ti si pa res en velik radovednež. Še dobro, da se ne da videti v srce. Morda pa v prihodnjih dneh izvemo kaj več. Luka, zvedav, jaz sem zelo prepričan, da bomo izvedeli kaj več. In tudi sam moram priznati, da sem tudi radoveden in bom komaj čakal naše naslednje šmarnice. Zdaj pa že komaj čakajo nekateri med nami, ki bodo dobremu Bogu nocoj povedali naše prošnje. Ja, evangelist Luka nam je to tako zelo lepo povedal, da pravzaprav ni karkoli za dodati. Ker dajmo besedo tistim, ki bodo nocoj v imenu vseh nas tukaj v duhu zbranih okoli šmarničnega oltarja dobremu Bogu izrekli naše prošnje. Dobri Bog, prosimo te, pomagaj nam, da bomo zmogli deliti naše igrače in druge pomembne stvari z našimi prijatelji, bratci in sestricami. Prosimo te, usliši nas. Prosimo te, da bi bili v naši družini radi. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te, da bi bili dobri prijatelji. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te za vse, ki so žalostni, pomagaj jim, da se bodo kmalu spet smejali. Prosimo te, usliši nas. Jezus, prosimo te za vse otroke, ki so lačni in osamljeni, da jih napolni z upanjem. Prosimo te, usliši nas. Bog, ti si naš oče, ti veš, kaj potrebujemo. Usliši naše prošnje v svoji neizmerni dobroti po priprošnji naše nebeške Matere Marije, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tak trenutek, da v meni se zbudi otrok, ki tiho joka, ker v duši ga teži. Ni važno, kaj počenjam, koliko let imam, želim si le tolažbe, da na svetu nisem sam. Marija, ti, mati, varuj nas, ko bo preizkušnje čas. Naj bomo vere glas, hudega brani nas.
Molimo, dragi prijatelji, naj dobri Bog usliši naše prošnje in sprejme to našo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok, v hvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod sveti Oče, z lučjo vere si razsvetlil naša srca. Podeli nam, da nas bodo darovi, ki jih prinašamo v dar, in prošnje, ki jih izrekamo na priprošnjo naše nebeške Matere Marije, naredile trdne v veri in dejavne v ljubezni. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Bog, zahvaljujemo se ti, ker si nas ustvaril, da bi živeli tebi v slavo in se med seboj ljubili. Slava ti, naš dobri Oče. Osrečil si nas, da drug drugega vidimo in se pogovarjamo. Dal si nam čuteče srce, da se lahko skupaj veselimo in si pomagamo v trpljenju. Slava ti, naš dobri Oče. O Bog, zahvaljujemo se ti, ker si ti Bog vseh živih in si tudi nam podaril življenje, ter hočeš, da bi bili večno srečni. Slava ti, naš dobri Oče. Kot prvega med nami si od mrtvih obudil Jezusa Kristusa in mu dal novo življenje. Tudi nam si obljubil življenje brez konca, brez nadlog in brez žalosti. Dobri Oče, tega se veselimo, za vse to se ti zahvaljujemo. Slavimo te skupaj z vsemi, ki verujejo v tebe, skupaj z angeli in svetniki in ti kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote, zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega Sina. Prišel je na svet, ker so ljudje zapustili tebe in niso bili med seboj več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug v drugem gledali brate in sestre, v tebi pa našega skupnega Očeta. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večerji. Predobri Oče, posveti za to te darove, kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, jim ga dal in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Jezus, Jezus, za nas si umrl. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. Jezus, Jezus, za nas si umrl. Na to jim je Jezus rekel: To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Reši nas od rešenih sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi vse nas skupaj s svojim ljubljenim Sinom,
Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih, zato ti kličemo. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Sveti Oče, vabiš nas, naj s te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo. Naj nam ta sveti kruh podeli moč, da bomo vedno bolj velikodušni tvoji otroci. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku in našim škofom, pomagaj tudi vsem kristjanom, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim in našo nebeško materjo Marijo, njenim možem svetim Jožefom in vsemi svetniki zmeraj pri tebi. Dobri Bog, hvalimo te in se ti zahvaljujemo. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Komu lahko pripovedujem, česa me je strah, kaj me boli? S kom delim svoje veselje in hrepenenja? In komu sem jaz tisti bližnji, ki se mu lahko zaupa, ki ga ne zasuje z lastnimi skrbmi? Komu dajem na razpolago svoj čas? Koga jaz pokličem, ko je bolan in osamljen? Kako si, kako sem, kako si s tisto zadevo, ki si mi jo zaupal? Gospod Bog, kolikokrat pozabim, da vse to najdem prav ob tebi, prav ob pogovoru s teboj. Kolikokrat iščem vse to po svetu, a ti si vselej tu na razpolago, da mi prisluhneš, me potolažiš, me usmeriš. Hvala ti, da si moj zaupnik, moj sogovornik, moj prijatelj. Hvala, da imaš vedno čas, Gospod. Neizmerno lepo je imeti takega prijatelja, zaupnika, Boga. Ko pa te slavimo skupaj s svojimi sestrami in brati, takrat nekaj v srcu vzvalovi na poseben način. Trenutek, ko bomo našemu Bogu govorili skupaj besede molitve, je tik pred nami. Naj nas poveže in naj naša srca napolni, da bomo zmogli tudi mi postati bližnji drug drugemu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil in tudi nas pozdravljaš. Mir vam bodi, ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Danes so v središču naše pozornosti ljubezen, prijateljstvo in pravila. Mar obstaja kakšno pravilo, kako pokazati, da nam nekdo veliko pomeni, da nam je mar? Verjetno je že dobro, da to naredim z dejanji in besedami, ki so ljubeče in prijateljske.
Načinov, kako biti prijatelj in imeti nekoga rad, je vsekakor našteto. A kaj, ko večkrat izberem tistega, ki povzroči nemir v odnosu in potem se potolažim? Ali pa to vse poskušam? To sem naredila zato, ker te imam rada. Pa saj ve, da jo imam rad, zakaj bi to moral zdaj še govoriti? To je za tvoje dobro, ker te imam rad. Se bom to ustavila. Imeti rad nekoga drugega tako, kot ga ima rad Bog, je ideal. Zakaj se mu ne bi skušali približati? Dejanja, ki govorijo jezik prijateljstva, jezik ljubezni, prinašajo duhovni sad miru tistega, ki preplavi našo notranjost. V tem večeru te povabim, da pomisliš in izbereš odnos, ki je zate dragocen in je preplavljen z nemirom. Pomisli, kako lahko ti v današnjem večeru v odnos prineseš nekaj ljubezni, nekaj prijateljstva, nekaj miru. Danes nam je Marija pokazala, da lahko že preprosto dejanje prijateljstva, kot je deljenje obroka, v srce vnese mir, tisti mir, posebne vrste. Ljubezen najde pot, tudi mimo pravil, ki jih pišejo naši lastni principi in egoizem. Poišči danes to pot do bližnjega. Mir s teboj. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki odjemlje naše grehe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Povabljeni, da tudi nocoj povabite Jezusa v svoje srce z molitvijo za prejem duhovnega svetega obhajila. z nami, nismo sami, ko je jutro in večer, on blagoslavlja naše delo, moji duši daje mir. Veseli se z mano in z mano jokaj, o življenju se borim. Glej, Bog je z nami, nismo sami, ko je jutro in večer, on blagoslavlja naše delo, moji duši daje mir. Ker smo trije zbrani v tvojem imenu, tam si z nami tudi ti.
z nami, mi smo sami, ko je jutro in večer, on blagoslavlja naše delo, moji duši daje mir. Bodi kako roger in luč prižigaj, luč dobrote naj gori. Ej, Bog je z nami, mi smo sami, ko je jutro in večer, on blagoslavlja naše delo, moji duši daje mir. Tudi nocoj bo naša prva zahvala Jezusu za prejem duhovnega svetega obhajila. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Ta zahvala je bila prva, pa ne edina. Jezus, hvala ti za vse tiste, ki molijo za nas in nas vzgajajo. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala ti za tvojo mamico Marijo, ki nas s svojim zgledom uči, kako imeti rad. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Bog, za glasbo, ki nas nasmeje in povezuje. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti za vse prijatelje, s katerimi si lahko igramo. Hvala ti, Gospod. Dobri Bog, hvala ti za super šmarnice in carsko župnijo. Hvala ti, Gospod. Molimo. Vsemogočni Bog, na različne načine si navzoč v svoji cerkvi. Zahvaljujemo se ti za prejete skrivnosti. Prosimo te, naj nas vedno varuje Devica Marija, da bomo na zemlji uresničevali zahteve vere, v nebesih pa uživali večno veselje. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Tako hvala lepa vsem, ki nas je tudi nocoj Gospod zbral okrog šmarničnega oltarja. A me že opozarjate, ne? Ja, skoraj bi pozabil. Seveda bi šmarnicam nekaj manjkalo brez nagradnega žrebanja. Torej, vsi, ki ste bili sinoči pri šmarnicah in ste se napisali, da ste bili res, ste v tem bobnu, iz katerega zdaj žrebam, tako kot vsak večer, 5 listkov. Prvi je, stran gledal, to je prvi, potem žrebam drugega, žrebam tretjega, žrebam četrtega, to je tale, in še zadnjega. Takole. Zdaj najprej vam pokažem imena, potem pa vam razložim, kako nagrado prevzeti, ker zdaj bo pa čas tudi za to. Torej, prvi nocojšnji izžrebanec oziroma prva izžrebanka je Zala Petan. Torej, čestitamo Zali, ki si je zaslužila svojo prisotnostjo na šmarnicah nagrado. Druga izžrebanka, onstran Save, čestitke Marija Kerin. Čestitamo. Tretja, to pa ni samo ena nagrajenka, ampak piše gor na listku družina Gračner, torej čestitke celi družini Gračner. Pa imamo še 2 listka,
Tu sta tudi dva, naša zvesta šmarničarja, Gal in Hana Urbanč. Čestitke, da sta bila izžrebana. Pa še zadnji, da sta tudi dva, to bojo tudi priromali na videm, in sicer Kaja in Jakob Klopčar. Čestitke, torej nocoj nimamo samo 5 nagrajencev, ampak celo nekaj več. Zdaj pa še torej pojasnilo, kako prevzeti nagrado, oziroma zdaj vsa oznanila seveda. Ne. Torej, smo rekli od ponedeljka do četrtka, torej do danes so telele družinske šmarnice, ne. Zato sem na začetku rekel, da se je prvi šmarnični teden danes končuje. Torej, tisti odrasli, ki si želite po dolgem času v živo videti, kako izgleda naša cerkev od not, in biti v živo prisotni pri sveti maši in prejeti tudi sveto obhajilo. Priložnost za to bo torej jutri, pa v soboto, pa v nedeljo ob 10. Torej jutri in soboto normalno, zvečer ob 7. Če se bo kdo želel pridružiti, se bo seveda lahko tudi ta 2 dneva na spletu pridružil, ampak torej jutri in v soboto ni družinskih šmarnic, je običajna sveta maša z kratko šmarnično zgodbo za odrasle, ki letos pripoveduje o svetem Johnu Henryju Newmanu. V nedeljo sveta maša torej zjutraj ob 7, lahko pridete tudi v živo sem v cerkev, in ob 10. Lahko tudi pridete v živo v cerkev, ampak morate prej napisati mi SMS, da vam rezerviramo klop, ker zdaj seveda po vseh teh pravilih nas ne bo moglo biti prav dosti v nedeljo zbranih pri maši, seveda pa v nedeljo ob 10 tudi prenos, tako kot smo zdaj se že v tem korona času navadili. Mislim, da so to vsa oznanila. Razen tega, da vas seveda vabim, da se v ponedeljek znova zberemo pri šmarničnem oltarju. Ježek Zvedav in Luka nam imata v letošnjem maju povedati še zelo, zelo veliko stvari. In nenazadnje, Marija je zdaj še čisto mlada. Kdaj neki bomo dočakali, da se bo poročila, potem pa še vse tiste stvari, ki sledijo. Iz tehnike mi še nekaj sporočajo? Iz tehnike mi sporočajo, da sem pozabil povedati najbolj ključno stvar, torej kako nagrajenci prejmete nagrado. Torej vsi, ki ste bili izžrebani, boste napisani na enem magičnem nagradnem seznamu in za ta seznam bo vedel mojster sladoledar v slaščičarni Jagoda na Vidmu. Torej, od jutri zvečer dalje, torej petek, sobota, nedelja, lahko seveda tudi kasneje, ampak najhitreje od jutri zvečer dalje, se oglasite v slaščičarni in rečete recimo, jaz sem Zala Petan, sem šmarnična nagrajenka, on bo pogledal, bo označil, dobiš zastonj sladoled z nasmehom skozi tisto varnostno masko, tako kot pač letos je. Tako, hvala, mojster Gaši, ki je tehnik in še razmišlja namesto mene. Zdaj pa mislim, da sem povedal vse, torej še enkrat nasvidenje v ponedeljek, za nocoj pa lep večer, obilje Božjih darov, Božjega blagoslova, pa ne pozabimo, kar nam sporoča nocojšnja šmarnična zgodba. Ja, pravičnost je pomembna, je rekel Luka, zelo pomembno je, da smo pravični, da se držimo pravil, ampak ljubezen je pomembnejša. S pravičnostjo lahko pretiravamo, z ljubeznijo pa nikoli ne moremo pretiravati. In še ena mamica nam je modro povedala, ljubezen vedno najde pot. Tudi takrat, ko je treba tako med pravili malo zavijugati, ljubezen vedno najde pot. Naj jo najde tudi v teh dneh, ki so pred nami. Gospod z vami. Naj nas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala. Ja, seveda takoj po sklepni pesmi se bomo tudi danes podpisali, ne? Jutri sicer ne bo žrebanja, bo pa žrebanje v ponedeljek, torej med vsemi tistimi, ki smo nocoj pri šmarnicah, med vsemi tistimi pride nagrada pa v ponedeljek, tako da tudi danes, tako kot smo navajeni,
se lepo podpišemo v komentar. Ampak najprej zapojemo Gospodu še sklepno pesem. Kliče po besedi, kdo me spremlja v sreči in vedi, kdo mi ganjo sredi morja kazal mi bo smer. Kdo odpustil mi bo grehe, kdo moči mi dal bo utehe, ko življenje bo ranilo dušo in telo. Mojo smer, klic naj tvoj me vodi, v tvojo smer, naj stopa moj korak. Tvojo smer, svetilnik mi vodi, tvojo smer, Gospod moj Bog. Ti me kličeš po besedi, ti me spremljaš v sreči in vedi, ti v viganju sredi morja kazal mi boš smer. Ti odpustil mi boš grehe, ti moči mi dal boš utehe, ko življenje bo ranilo dušo in telo. Tvoja smer, klic naj tvoj me vodi, v tvojo smer, naj stopa moj korak. Tvoja smer, svetilnik ti mi vodi, tvojo smer, Gospod moj Bog. Tvojo smer, klic naj tvoj me vodi, v tvojo smer, naj stopa moj korak. Tvojo smer, svetilnik ti mi vodi, tvojo smer, Gospod moj Bog. Če ste komentar napisali pred tem trenutkom, ne bo upoštevan. Hecam se, lahko noč vsem in nasvidenje v nedeljo, pri Gospodovem dnevu pa ponedeljek lahko noč.